Vita žive, Mojca Ribič, z vami Lavitas Vitas Energy. Lepe pozdravčke iz prekrasnega obmorskega kotička. Tule sem na malce bolj višinski točki na stolpu, kjer imam odličen razgled, kot vidite. Evo, še vam majčkeno pokažem, kako lepo je videti vse skupaj. In seveda se oglašam, ker imam za vas zopet en tak super Lavitas nasvet. Nekako se mi je porodila ideja, da se javim, da vas malce povprašam, kako in če se sploh sproščate, recimo ali tedensko ali vsakodnevno. Ker veste, da živimo v zelo stresnem okolju, zunanji svet na nas zelo pritiska, vse več imamo obveznosti, tudi živimo v zelo neugodnem času, mediji pritiskajo na nas z raznoraznimi zahtevami in obvezami in zato tudi v nas zbujajo te obveze ali informacije, določen strah, bom rekla tudi strah pred prihodnostjo. Zato bi vas majčkeno pozvala, da vseeno se malce odmaknete od teh informacij in se poskušate vsakodnevno sprostiti. Zdaj, na kakšen način? Ljudje smo zelo različni, zato vas pač pozovem, da naredite čim več stvari, tako da ugotovite, kaj vam sede in na kakšen način v bistvu se boste najlažje sprostili. Sprostitvenih tehnik je ogromno. Lahko greste na sprehod v naravo, lahko greste, ne vem, samo po livadi na sprehod. Zdaj v mesto na sprehod, ja, to je spet, bom rekla, mogoče ne čisto sproščujoče, ker vseeno so tam določeni zvoki, ki mogoče vzbujajo prej stres, kakor pa kakšen sprostilni, bom rekla, trenutek oziroma sprostilno vibracijo. Tako da bi vam rajši svetovala kakšno naravo ali pa da greste nekam, kjer je mirno in tiho, kjer je ambient pač sprostilni naravi tudi bolj namenjen. Seveda se lahko udeležite tudi kakšne sprostilne vadbe, kot je joga recimo. Jaz recimo imam Vitas Energy zelo sprostilno vadbo, potem so kakšne meditacije, lahko tudi doma meditirate recimo, ali pa se samo sproščate ob, bom rekla, sprostilni glasbi, jo samo poslušate, greste, ne vem, v en svoj kotiček doma, kjer vas noben ne moti in seveda zopet potem se umirite z dihanjem in samo poslušate glasbo, ne rabite meditirati, če nočete, ne? Ali pa če, ne vem, ste mnenja, da to še ni za vas ali pa da ne znate kakorkoli, lahko tudi si vzamete na netu, imate ogromno vodenih meditacij, tako da lahko tudi tam si kako najdete in jo preposlušate in seveda zopet na ta način sprostite svoj in telo. Sprostilnih tehnik je ogromno, zato nekateri recimo se sprostijo, ko grejo teč, ne? Nismo vsi ljudje, bom rekla, isti in nekateri ne znajo biti pri miru in grejo potem rajše teč, ne, recimo, ali pa, ne vem, grejo boksati ali pa kaj takega, da sprostijo tisti stres dnevni sebe ali jezo ali žalost, karkoli pa že. Čeprav v bistvu sem sen pristaš
bom rekla, da je vsem sprostitev bolj mirne narave, ker vseeno, če gremo mi teč, je vseeno super, da se potem sprostijo, vsaj mišice se raztegnejo in malce zadihamo, ko smo umirjeni, tako da v bistvu tudi to telo potrebuje. Ampak definitivno se strinjam, da če smo jezni karkoli, ne rabimo z dihanjem to, če nam ne gre, lahko gremo tudi teč ali pa pač ven iz sebe, damo lahko tudi z gibanjem oziroma s telovadbo, kakorkoli že greste na fitness, tudi to je ena opcija, ampak vseeno vam predlagam po končani vadbi, telovadbi, fitnessu, dajte se umiriti in dajte raztegniti mišice. To je ključno, to je zelo pomembno, tudi pred treningom bi mogli v bistvu si najprej raztegniti mišice, da jih pripravimo na delo, da jih malce ugrejemo in potem gremo v trening. Tako da to so res zelo pomembne stvari, ki pa pač je fajn, da se ozavestijo. Drugače pa sprostilne narave so tudi zelo super, recimo jaz imam te zvočne kristalne ure. Kaj pa zdaj to pomeni? Zvočna ura je v bistvu, vi pridete, se uležete in enostavno prepustite kristalnim skledicam in tem zvočnim vibracijam, ki delujejo zelo, zelo sproščujoče na naše telo in pa seveda tudi Tako da recimo tudi to imate gong kopeli zelo na podoben način, vse skupaj funkcionira. Tako da en kup enih stvari je, kar res lahko vsak zase nekaj najde. Tako da zdajle recimo je tudi en tak čas, jesen, ko je narava zelo barvita in pokaže res eno tako spet svojevrstno lepoto. In se mi zdi, če znamo to nekako videti, je tudi to zelo sprostilno. Tako kot sem že na začetku rekla, da pejte v naravo in se čim bolj sprostite, odklopite in čim več zaznavajte okolico, zaznavajte lepote narave, zaznavajte živali, se z njimi lahko povežete in živali so res super visoka vibracija, ki nas učijo v bistvu, kako se nekako sprostiti in dvigant iz teh, bom rekla, nizkih vibracij. Takole, to je bil danes moj nasvet. Povabim vas na zvočne meditacije, na zvočne ure ali gong kopel, ki bo zdaj v kratkem, tako da dajte si malo pogledati na moji spletni strani www.lavitas.si pod zavihkom dogodki, tam imate vse informacije in seveda se lahko tudi na njih prijavite, lahko pa mi tudi pišete na info@lavitas.si. Jaz vas srčno pozdravljam, imejte se fino fajn, sproščajte se res vsak dan in se še kaj oglasim. Vidite, živijo.